Motošport je bil v preteklosti domena moških, toda tudi v Sloveniji se že vrsto let skupina deklet požvižga na to in vztrajno privija ročico za plin. Tako kot kolegi si nadanejo zaščitno opremo, čelado in svoj motocikel poženejo v hrib v želji, da bi bile uspešne, najboljše. Gremo lepo po vrsti, če po njihovih neustrašnih manevrih še niste ugotovili, vam predstavljamo pogumna dekleta, ki goreče ljubijo trial. In sem v bistvu ugotovila, da veliko lažje naredim en trial trening, kot en enduro trening. Na to se je nacepilo še to, da nas je vedno več punc začeli voziti, se je bila družba bolj fajna, lažje smo šli skupaj se voziti, zato ker na trialu res ni pomemben, na katerem nivoju se voziš, vsi se lahko vozimo skupaj, medtem ko pač pri enduro to ravno ne gre. Sem od malena vozila motor, zajedno s tatom, tata je vozil oldtimer utrke i onda sam upoznala Matiju, a on vozi bike trial, pa smo eto tako došli do ideje da bi bilo dobro probati moto, njemu za trening, pa sam ja startala i eto me, treća sezona. Trialu sem že kar nekaj časa razmišljala zaradi endura. Ker pač moja prva ljubezen je pač bila na terenu, ampak fajn je, da znaš tehniko, kar pomeni, da pač najlažje to na trialu. Trial jim omogoča svobodo gibanja po naravnih in umetnih ovirah, kjer se enako misleči soočijo z zahtevnimi težavami in ko jih odpravijo, so že pripravljeni na nove. Koliko to vozim, več ko delam, pač večje veselje, več vidiš, kaj se da, no, in je en vlek. Prve vožnje so bile povsem drug svet, v katerem vozijo zdaj. Uvodni metri in zavoji so bili na trenutke nerodni, tudi boleči, vendar dovolj privlačni, da si jih želijo še več. Katastrofa. Prideš gor, stojiš na tistem motorju in je vse čudno. Prvo kot prvo stojiš gor, vse je tam nekaj nizko, karkoli narediš je on neki živčen in neki cuka, pa pol v bistvu preden se ga naučiš to kontrolirati, imaš kar malo dela pa neumnosti pa pacov. Polne adrenalina, pozabiš dihati, vsi utrujen, stiskaš balanco, težišče je popolnoma napačno, tako da kar veliko se dogaja. Včasih malo boleče, ampak vedno zabavne pač, zanimive. Jaz sem prišla na prvi trening, cross škornji, cross guma na motorju, sedeš na trial motorju, čelada, opornice za kolena. In to je bilo ne, jaz to samo zato, da sem naučila v bistvu pač tehnike in pa smo tako počasi opustili cross gume, sedeš, te zadeve in nekako pristali na takem pravem trialu, no, in moram reči, da mi že. Na prvi letošnji tekmi državnega prvenstva se je zbralo 7 deklet. Udeležba in tudi konkurenca se vsako sezono izboljšuje. Čeprav dekleta, ki prihajajo od vseh vetrov, koncev in krajev, na motorju vozijo same, pa so ustvarile tesno povezano skupnost. Res ustvarjali eno močno skupnost, tudi ne samo trialistov, ampak ženski vozijo trialno. Ker se mi zdi, da ženske vseeno imamo tako, ene svoje fore. Določenih stvari se mogoče bolj bojimo kot moški ali drugače pristopamo. Ene stvari nam grejo boljš. In je super, ko se lahko v bistvu z nekom, deva reči tako, razume, da ti zmanjka, ko loviš motor 10 cm, da ga ujameš, ki ima iste težave kot ti, ki jih mogoče en moški nima, da si v bistvu lahko pomagamo in na ta način gradimo to. In mislim, da danes nas je bilo tukaj 7 deklet, kar je v bistvu že kar z tega, ker smo štartali 1-2, super napredek. No. Tle je pa čisto vse na prijateljski osnovi. No. Tudi te nove dekleta, ki smo jih na zadnjih 2 predstavitvah pridobile, smo takoj prijateljice, to ni nobenih tekmovalnih ambicij med nami. Smo si vedno pripravljene pomagati. Glavne trenerke nimajo, je pa vlogo mentorice prevzela urgentna zdravnica in nekdanja tekmovalka v cestno-hitrostnem motociklizmu, ki ima od vseh največ izkušenj. V slogi je moč, zato skupaj trenirajo in iščejo rešitve, kako premagati še tako zahtevne težave, s katerimi se srečajo na progi ali v življenju. Vsaka, ki si želi preizkusiti v trialu, je dobrodošla v njihovih vrstah, kar je kot novinka izkusila tudi Nina Pirc. Prijateljsko, spodbojevalno, ne vidim čisto nobene kakšne tako nevoščljivosti ali pa karkoli. Ne, tako prijateljsko, sproščeno pa tako motivacijsko in spodbudno, ja, fajn. Trenutno je tako, da se pač mečkan zmenimo, ne, par punc, včasih so tudi fantje zraven, pa mečkan tukaj, mečkan tam. Vse tekmujemo en z drugima, ne, ampak v resnici je takrat, ko tekmuješ, si v bistvu ti in proga, ne, ti v bistvu probaš progo premagati na najboljši način.
In si tukaj pomagamo s tem, da gremo skupaj pogledati, da pogledamo, kje bi bila najboljša opcija, kaj boš narediti, kaj moraš paziti. In tudi potem v bistvu gledaš, kako drug odpelje, ti reče, joj, tam so bile težave, ne to pazi. In to se mi zdi, da je res en tak čar tega športa. No. Njihova neomajana želja jih pelje še čez tako navpično postavljene ovire, pred katerimi so imele na začetku velike oči. Veliko prostega časa namenjajo treningom in izboljšavi svojih veščin lovljenja ravnotežja. Tekmujejo po najboljših trenutnih zmožnostih, toda en preskok ali uspešno upravljena sekcija ni dovolj. Ne manjka jim skromnosti, marljivosti in neustavljive želje, ki brez zadanega cilja v trialu lahko hitro ostanejo le sanje. Zaenkrat je cilj pač priti v rumeno. Nimam nekih takih blaznih ciljev, da bi hotela ful preskakovati, ampak najprej dajmo v rumeno priti, pa bomo pa videli, kam gre. Sam se zabavati, pa fajn imeti, pa družiti, pa bistveno mogoče tekmo dokončati. Čez kakšno leto ali pa dve iti v višjo kategorijo, se pravi težjo kategorijo na tekmovanjih, pa na višje ovire. Če pa nikoli ne bom prišla, tja je pa tudi v redu. Cilj je za sad odvoziti Hrvaško, Slovensko in možda v Mađarsku otići na jedno tekmovanje. Kar se moje same vožnje tiče, jaz bi zelo rada prišla do modre kategorije. Rdeča bo verjetno vseeno malo prehuda, tudi tako overall, ampak se pravi, da govoriva to o ovirah, zdaj sem nekje tam do 1 metra recimo. Skupaj v dobrem in slabem vozijo proti svetli prihodnosti triala na slovenskih tleh, ki tudi zaradi njih doživlja preporod.